Prav lep dober dan in dobrodošli na novinarski konferenci ob izidu knjige, ki bo spremenila zgodovino. To je knjiga Final Award ali Final Reward za Hrvate in sicer to je zelo pomenljiv naslov. Final Award je zaključna, bi rekel, končna odločitev, ki pa pomeni končno nagrado za Hrvate. Gre za knjigo, ki sva jo z Andrejem nekako spravila skupaj po dolgem času, v bistvu trajala pa je in finalno delo se je začelo po razglasitvi te končne odločitve arbitražne, ki je za Slovenijo grozljiva. Tukajle je original tega Final Awarda, to je takale debela, tak špeh. Tukaj je slovenski prevod in moramo povedati, da sva z Andrejem ugotovila že, prevod je bil slab. Tako da se človek vpraša, kdo je sploh prevajal, ker razni pojmi so za naše veleumne pravnike popolnoma nerazumljivi. Tukaj se dokazuje, da je ta naša pravna fakulteta in pravna veda zelo puhla in da dejansko temelji na socialističnih postulatih. In ne vem, zakaj so spremenili ime univerze, ki je bila prej univerza doktorja Edvarda Kardelja, če pa učijo še kar po istih vzorcih in po istih razmislekih. Zato je v začetku knjige tudi en kratek slovarček pojmov, ki jih naši pravniki ne poznajo ali pa ne razumejo. Da se z Andrejem ne bova preveč spuščala v podrobnosti, bova v glavnem povedala, zakaj gre pri stvari. Ta končna odločitev ne more biti končna, ker temelji na napačno ugotovljenemu dejanskemu stanju. To napačno ugotovljeno dejansko stanje pomeni, da so nam vsilili neko rešitev, ki ni resnična. To pa je, da sta se Slovenija in Hrvaška osamosvojili na isti datum. Dejstvo je, da govorijo tudi naši in predvsem naši veleumni pravniki, da se je Slovenija osamosvojila skupaj s Hrvaško 25.6., kar enostavno ni res. Slovenija je razglasila samostojnost 26.6., Hrvaška pa šele 8.10. oziroma 3 mesece po osamosvojitvi Slovenije, medtem pa je še Hrvaška kot del socialistične federativne Jugoslavije napadla Slovenijo s tanki, z letali, s helikopterji, z vojsko. Šlo je za agresijo na suvereno državo, česar naši enostavno ne priznavajo ali se ne upajo priznati, ker imajo Hrvatje preveč raznih obremenjujočih papirjev in jih držijo po domače rečeno za jajca. Dejstvo je, da naša gospoda se je pokazala že pri pripravi memoranduma, ki ga še vedno skrivajo in ima še vedno oznako tajno, se je pokazala kot hlapčevska ekspozitura političnega Zagreba. In zato tudi skrivajo ta memorandum. Ekipa, ki je noter poimensko navedena tukaj v knjigi, z vsemi nazivi, s katerimi se kitijo razni doktori, profesori in ne vem česa vse. Ta ekipa pa tudi ni uporabljala zgodovinskih dejstev, internacionalno pravnih dejstev, ničesar od tega. Pokazali so se kot popolnoma nesposobni, kot prodane duše in mnogi ljudje govorijo, da gre za izdajo oziroma veleizdajo. Nažalost pa veleizdaje v našem kazenskem zakoniku ni in jo bo treba noter vpisati. In v tem primeru tudi te, ki so delali to svinjarijo in prodajali lastno domovino za tiste judeževe kovance, da bodo kaznovani. Zanimivo je, da meje, o katerih govori ta knjiga, so znane. To so meje slovenskih dežel. Kajti leta 1918, ko je razpadla Avstro-Ogrska monarhija, smo Slovenci v Ljubljani ustanovili
Združeno Slovenijo. Je bila ustanovljena. In sicer so jo ustanovile dežele s statusom držav. To je bila Primorska, Kranjska, Štajerska, Koroška. Kasneje to Pomursko smo dobili s Trianonskim sporazumom. Seveda pa so naši klerikalno navdahneni krogi na čelu z telim Korošcem, ki ga nekateri blazno hvalijo, kako velik Slovenc je bil, so vse skupaj potisnili v Zagreb, anulirali oziroma zatajili slovensko državnost, zatajili možnost slovenske zedinjene Slovenije in nas potisnili v Balkanski kotel, kjer smo bili podložni najprej Hrvatom, potem pa beograjskemu pašaluku, ki je delal kšefte s Hrvati, naša takrat rimokatoliška cerkev, pa tudi liberalci, ki so bili projugoslovansko usmerjeni, pa so jim seveda kimali. Na ta način je Slovenija izgubila ogromno. Vendar je zanimivo to, da Italijani in Nemci in Madžari so vedeli, kje so te meje slovenskih dežel in so jih leta 1941 upoštevali. Tukaj noter boste našli dokumente, ki točno lepo pišejo in dokazujejo, da je Hrvaška, meja med Hrvaško in Nemčijo so določene. To so bile meje, ki so bile meje dežel slovenskih. Potem z Italijo je ravno tako bila določena. To je bila meja slovenske dežele Primorske. Tukaj noter so izrezki iz let 1941, ko so Hrvatje priznali te meje, ki jih pa danes ne priznavajo. Zaradi tega, ker leta 1945 so nas udarili po glavi komunisti, nažalost leta 1991 pa osamosvojitelji, ki so meje socialističnih federativnih republik enostavno poštempljali, kot da so to državne meje Slovenije. Glede na to, da je napačno ugotovljeno bilo dejansko stanje, moramo mi, Slovenija mora takoj odstopiti od te arbitražne odločitve, tako kot so Hrvati, in potem na mizo dati enemu internacionalno relevantnemu gremiju, ne zbirki polsenilnih gospodov, ki so bili dobro plačani in v bistvu so bili privatna inštitucija, da tem gospodom jih odrinemo in damo recimo v Združene narode dokumentacijo, ki točno govori, kako in kaj. Trajalo bo kar nekaj časa, najprej se bodo morali teli naši gospodje tukaj veleumni pravniki zbrihtati, pa najraješ, da bi poniknili na svoje vikende na Hrvaškem. Nekateri jih imajo prav na Hrvaškem, nekateri pa na okupiranem ozemlju Slovenije, to se pravi v Istri, ki nikoli ni bila Hrvaška. In potem pa bi šlo naprej. Na zadnji strani, proti koncu knjige, je tudi eno poglavje, kaj zdaj. In najbolj enostavno je treba, Slovenija mora takoj povedati, da se je osamosvojila 25.6. Povedati treba, da se je Hrvaška 8.10. Ugotoviti, da je bila Hrvaška v sklopu ostanka SFRJ agresor. Namreč to dokazuje tudi konferenca na Brionih, kjer je bila tripartitna zasedba, Slovenija kot dežela, na katero je bila izvedena agresija, Evropska unija in pa ostanek SFRJ. Tam noter so bili pa seveda prisotni Hrvati. Predsednik predsedstva je bil takrat Mesić, šef vojske je bil Hrvat, šef policije je bil Hrvat, šef obveščevalne službe je bil Hrvat, skratka sami Hrvatje, ki so zelo zvito izvedli to svinjarijo. Naši, nažalost, so pa kimali. Potem treba ugotoviti, da Hrvaška sploh ni stranka v postopku, tudi sporazum o arbitraži, ki ga naši pravniki imenujejo arbitražni sporazum, kar točno kaže, da ne poznajo terminov. Tam noter v 5. členu piše, da vsak dokument, ki je nastal po 25.6. nima nobene pravne veljave. In ki je Hrvaška nastala 8.10., to se pravi, ona sploh ni stranka v postopku.
Vendar naši, tisti, ki so vzklikali, kako fantastičen dan, sploh ne razumejo ničesar. Tako kot ne razumejo ničesar gospoda na pravni fakulteti v Ljubljani in mislim, da je najboljš, da bi jo kar zaprli, pa zamenjali, kaj jaz vem, recimo z večerno šolo za slovensko pravo. Lex specialis labacensis. Potem je treba ugotoviti, da je Final Award neveljaven dokument, ker je narejen na osnovi napačno ugotovljenega stanja. Slovenija mora pa takoj revitalizirati obstoj slovenskih dežel, primorske, štajerske in kranjske, pa tudi koroške in pomurske, in pa potem dati pred eno relevantno organizacijo papirje na mizo. Seveda pa mora Slovenija pripraviti eno ekipo poštenih, pravno in zgodovinsko usposobljenih, patriotsko usmerjenih in nepodkopljivih pravnikov za izvedbo te naloge. Širše, kajti Hrvaška nima samo problemov s Slovenijo, kar se tiče meja, ampak ima probleme s Črno goro, z Bosno in Hercegovino, s Srbijo in vedeti je treba, da tudi z Madžarsko. Hrvaška nima urejenih mejnih zadev s Hrvaško, kajti sporazum o medsebojnem prijateljstvu in sodelovanju nima niti enega člena, ki bi govoril o meji z Madžarsko. Skratka, Hrvatje imajo sranje povsod, edino Slovenci jim lezemo v rit. To je pa edini problem, ki ga imamo mi. Potem je treba glede tega zbrati najboljše internacionalne pravne strokovnjake, ne glede na njihove akademske nazive. Slovenski teli gospodje imajo blazne nazive, pa, kakor vidimo, nič ne znajo ali pa nočejo znati. In pa pripraviti mednarodno konferenco o Jugoslaviji. Mirovne konference o Jugoslaviji ni bilo. Je ni bilo. Zaradi tega, ker takrat, ko so se neki prerivali pa dobivali, je še trajala vojna. Vsaka mirovna konferenca mora biti pa po končani vojni in te konference ni bilo. Potem je pa treba še uskladiti zahteve oškodovanih držav. Vedeti je treba, da po prvi svetovni vojni Hrvaške sploh ni bilo, kajti Hrvaška je bila v madžarskem, to se pravi v ogrskem delu, integralni del kraljevine Madžarske, kar pomeni, da neka kraljevina Hrvatska, pa ne vem koga vse, to so bile pokrajinske enote. To je tako, kot da bi danes rekel, gremo na Kozjansko, takrat so rekli, gremo pa na Hrvaško. Konec koncev, hrvaški bani so bili Madžari, v Zagrebu katedrala Svetemu Štefanu ni posvečena svetniku, ampak madžarskemu kralju. Mesto Zagreb so pravzaprav Hrvatje naredili in pa Slovenci, kajti vedeti je treba, da celjski so imeli posesti tja do Zagreba, pa v Bosno, pa celo v Srbijo in tako naprej. Ampak naši zgodovinarji tega niti ne vedo, niti nočejo vedeti ali pa ne smejo vedeti. Kajti po letu 1945 je bila slovenska zgodovina prepovedana. Nažalost je tudi danes slovenska zgodovina potisnjena ob stran. Zato nekateri, mislim, meni je bilo slabo, ko sem slišal gospoda Rupla, ki je rekel, imamo 25 let svojo državo. Gospod Rupel ne ve, da smo imeli Karantanjo, da smo imeli slovenske dežele s statusom držav, da je to bilo prvič potrjeno leto, že potrjeno, ponovno potrjeno leta 1804 z cesarskim ediktom. Ta edikt je noter objavljen in ta edikt je bil objavljen v italijanskem, nemškem in slovenskem jeziku. Nobene hrvaščine nikjer. Tudi dežela Primorska, tudi takoj po drugi svetovni vojni, so bili uradni jeziki italijanski in pa slovenski. Hrvaščina je šele pol zraven prišla, vendar so to Hrvatje takoj izkoristili in so v knjigi Cadastre Nacional de l'Istrie objavili in napisali vsi priimki, ki so se končali na ič, so jih enostavno pohrvatili in so rekli, da so to Hrvatje. Dejstvo je, da so bili kraji v Istri, kjer je bilo 700 Slovencev leta 1910, po avstrijskem štetju, tudi po italijanskih in po nemških štetjih kasneje,
Takoj po drugi svetovni vojni tam ni bilo nobenega Slovenca, ampak je bilo 1000 Hrvatov. In nažalost so celo naši slovenski strokovnjaki sodelovali pri pisanju te knjige. Zgodovina ima eno lepo lastnost, da ostaja in da se za nazaj ne da spreminjati. Res je, da je trenutni gospodarji kujejo po svoje. Nažalost se to dogaja še v Sloveniji še zmeraj, ampak dejstvo pa je, da zgodovina ostaja in počasi prihajajo dejstva na plano. Ko bojo prišla vsa dejstva na plano, se bo vse skupaj zrušilo. Tudi Hrvaška, ki je bila po prvi svetovni vojni vojni plen Srbije, kraljevine Srbije. Nas so potem potisnili tja noter, da bi bili močnejši obrambni zid pred srbskim pravoslavjem in so nam uničili slovensko bit. Danes nam hočejo z temi migranti uničiti pa še srčiko slovenskega naroda. Kdo? Tako imenovana levica, ki nima z levico nobene zveze, ampak je to ena združba proti slovenskih osebkov, ki so pripravljeni za uničenje Slovenije narediti karkoli. Prodati karkoli, tudi lastno mater. To se vidi tudi iz teh dokumentov. Da povem en zanimiv primer, ki je v knjigi tudi obdelan. Trdinov vrh, to je zadeva, ki se skozi govori, o kateri je celo Kučan rekel, ja, Trdinov vrh je hrvaški. Ni, navadna laž. Res je, da gre ena meja čez Trdinov vrh, ampak to je meja vojne krajine. Meja dežele Kranjske in Ogrske je približno 7 km nižje. Tega naši gospodje ne vedo. Ali so pa podkupljeni, da nočejo tega vedeti. In ko so naši, boste videli noter v tekstu, naša ekipa je govorila in pa teli arbitri, ja, ni za dobiti dokumentov in zemljevidov. Andrej je pisal predsedniku Avstrije, ki mu je z osebnim pismom odgovoril, da so vsi ti zemljevidi dosegljivi v državnih avstrijskih arhivih. Ravno tako so tukaj noter objavljeni zemljevidi pa, ki so pobrani iz madžarskih državnih arhivov. Skratka, obe državi imata točne zemljevide in točno do centimetra vesta obe državi, kje kaj je. Edino naši gospodje iz pravne fakultete dr. Edvarda Kardelja tega nočejo videti. In potem, če vzamemo, pol ni čudno, da so razne Drenikove in pa Škrkove tako reagirale na njihove zahteve Hrvatov, ki so eklatantno lagali in navajali zlagana, ponarejena dejstva, ampak seveda naši so kar enostavno pristali na vse skupaj. V tej zadevi je treba vedeti, da Hrvatje so zelo zviti in za svojo državo so pripravljeni lagati, krasti, ponarejati in karkoli. Večina teh naših vodilnih slovenskih vodstvenih kadrov, če tako rečem, so pripravljeni za domovino nastaviti rit, ampak to Hrvatu in to za hrvaško domovino. Nažalost, tako kot da to ni njihova domovina, ampak da je to Hrvatija. Hrvaški mediji so že pisali, kje naj bi bila meja med Slovenijo in Hrvaško in so risali zemljevid, v Globusu je bil objavljen, tja do Grosuplja. Tukaj noter, leta 1944, so Hrvatje objavili eno znamko. Tukaj noter je objavljena in sicer, kako velika je neodvisna država Hrvaška. Moram povedati, da ta neodvisna država Hrvaška sega v Italijo, sega v Avstrijo, sega na Madžarsko, sega v Romunijo, Bolgarijo, Srbije sploh ni, Črne gore sploh ni in še del Albanije so se vzeli. To je njihov cilj velike Hrvaške. Ta cilj so v veliki meri pomagali ustvariti oziroma pomagajo ustvarjati danes naši nekateri in pa po drugi svetovni vojni pa komunisti. Konec koncev povedati je treba, da je žena hrvaškega vodje Hebranga na
zaslišanju na ameriški CIA povedala, kaj ji je povedal Hebrang. In sicer je rekel, NDH, to se pravi neodvisna država Hrvaška, nam je dala Bosno, NOB, to se pravi narodno-osvobodilni boj, v katerem so Hrvatje bolj malo sodelovali, nam bo dala pa Istro in otoke. In točno to se je zgodilo. Naši komunisti so Hrvatom dali, kar so hoteli. Celo zgodilo se je še kaj bistveno hujšega, ampak že leta 1929 so Hrvatje posegali po našem ozemlju in takrat je naša, bi rekel, katoliško usmerjena oblast dala, šenkala Hrvatom celotni medmurski jezik do sotočja Mure in Drave, ki je bil slovenski. Tam je generalmajster naredil pojezd. To je obhod terena, bi se danes rekli to po vojaško. Teli naši gospodje niti ne vedo, kaj to pomeni beseda pojezd. Je tudi noter razložena. In so nam enostavno vzeli. Čakovec je bilo slovensko mesto do 1929. leta. In tisto so nam vzeli po vojni, so pa okoli Štrigova in tam pobijali Slovence, ki so rekli, da so Slovenci. In jih je hrvaška udba s koli so jih potolkali, utapljali so jih v sodih in potem so jih tam zakopali v eno grobišče in potem zdaj je z betonom tisto zasipano vse skupaj. A kdo od naših gospodov, ki se tako borijo, da bodo v neke ustaše pokopavali s častmi v Mariboru, nobeden od teh naših politikov ne odpre tega vprašanja. Nobeden. To je sramota za cel narod. In to je sramota, ki bo sedla na dušo vsem tem ljudem in na dušo njihovim potomcem. Usoda je grozljiva stvar. Ne moramo kaj dosti vplivati na njo in eno prekletstvo zaradi takih zadev hudičevo drago plačajo potomci. Zdaj bi pa, kaj samo jaz govorim, bi prosil še Andreja, da kaj pametnega pove. Lepo prosim, Andrej. Hvala za besedo. V glavnem, gospod Zmago je imel en fajn političen ekspoze, jaz bi pa samo malo orisal, kaj je mene vodilo pri stvari. Najprej to, da se je zgodil po vseh teh desetletjih brezplodnih pogovorov glede meje, da se je zgodil sporazum o arbitraži. Ko sem to bral, sem videl, da je to prvi dokument, ki ga imamo mi kot Slovenci, kot državljani, kot država, ki se vede državotvorno. Ker vse doslej, do tega časa, smo bili mi žrtve nekih ideologij, nekih ideoloških pristopov, raznih deklaracij in podobnih nedržavotvornih dejanj, ki nimajo nobenih pravnih posledic. S tem memorandumom oziroma sporazumom o arbitraži smo pa prišli do dokumenta, ki jasno in pravno določeno opredeljuje zadevo, državnost Slovenije in njene meje. To je posebej v tisti točki določeno, kjer je pravilo delovanja arbitražnega tribunala določeno na Rules and Principles of International Law. To se pravi, vse, karkoli se odloča v tej zadevi, mora imeti temelje na mednarodnem pravu. Na dokumentih in dejstvih, ne na mnenjih, ne na raznih izjavah in tako naprej. Na dejanskem stanju, pravno relevantnem. To sem jaz tudi podvedel v več člankih, ki so bili potem objavljeni tudi celo, dokler niso ugotovili, da to ni dobro. Niso prepovedali nadaljnje objave. In sem izrazil svoje veliko veselje, da smo končno prišli do take strokovne in pravne podlage za pogovore o naši usodi. Potem seveda, ker je to šlo za arbitražo, je bilo meni popolnoma jasno, da je to za razliko od pravdanja pred sodiščem zadeva, kjer odloča tribunal, ki ga izbereta stranki in ki deluje po pravilih arbitriranja in po Rules and Principles of International Law in na osnovi materijala, ki mu ga
dostavita obe stranki v postopku, te strani, ki sta prizadeta oziroma ki imata kaj zapovedati. In tribunal lahko odloča samo v zvezi s tem, na osnovi tistega, kar dobi na mizo. Ne upošteva drugih dejstev. Zato sem jaz vedel, da bo od memoranduma, ki ga da Slovenija in ki ga mora dati Hrvaška v določenem roku, bistveno odvisno od tega, kako bo tribunal razsojal. In zato sem v teh svojih člankih opozarjal, kaj mora Slovenija dati na mizo. Da ima možnost dati na mizo predvsem relevantna pravna dejstva, ki pa so državne meje, ki obstajajo. In sem opozoren na te meje, s katerimi so slovenske dežele prišle v Jugoslavijo. Da je to res, je celo znanstveni svetnik Državnega arhiva Peter Ribnikar v svoji študiji obdelal strokovno, znanstveno leta 2003, mislim, da so bile edine državne meje znotraj nove Jugoslavije leta 19 meje slovenskih dežel. To se pravi, to je mednarodno pravno relevantno dejstvo, ki ga mora tribunal, glede na arbitražni sporazum, sporazum arbitraži, upoštevati. Mora, če ga da nekdo na mizo. Zdaj bom jaz to anekdotično orisal. Jaz sem te stvari povedal tudi tribunalu, da se razumemo. Jaz nisem pustil tribunala v nevednosti. Jaz sem jim obvestil, nisem pa stranka v postopku. In moje mnenje se ne upošteva, ne sme se, ker nimam kaj govoriti, nimam besede, to lahko samo vlada. Vendar ad informandum. In se je pokazalo, da so to opazili. Kajti pri odločitvi o Tomšičevih parcelah se je zgodilo po nesreči, ne vem, kaj je bilo tukaj, zakaj se je to zgodilo, da se je med argumente AVNOJ, partizanski odredi, krajevni ulički odbor in vse te stvari, ta solata socialistična, ki nima nobene mednarodno pravne veljave, se je pa zraven znašel kos Rapalske meje, ki sta ga omenili obe strani. In kot v vrtcu sem si predstavljal, so planili na to, bravo, wow, zdaj pa imamo končno en relevanten argument. In so vrgli z mize vse AVNOJ, to lahko preberete, to je prav srši ven to zadovoljstvo, ker nobeno tak dokument ne more anulirati mednarodnega Rapalskega sporazuma in mednarodne državne meje. Ta meja obstaja, ta je bila in je. Konec. Ker drugega ni novejšega, te vrste dokumenta. Z AVNOJ-em pa ne moreš tega prodajati, ker AVNOJ ni mednarodno pravni akt. Ni. Ena stran, ustava ni mednarodno pravo. Ustava je dokument, ki veže državljane in nikogar drugega. In tako naprej. Mednarodni akti so meddržavne pogodbe. Ali kar Združeni narodi sprejmejo, kot da je to nekaj takega. Skratka, to sem hotel opozoriti, da je argument državne meje slovenskih dežel tehten in upoštevanja vreden, ker se je to pokazalo na Rapalski meji, ki je 20 let trajala. Je pa mednarodno pravno dejanje, dejstvo. Te meje slovenske so pa 500, 600, 700 let med državo Ogrsko in med državami Kranjsko, Primorsko, Štajersko in tako naprej. In da je to res, da so bile slovenske dežele države, je zadnji cesar, Karel, v svojem manifestu tudi napisal. Treba je pač znati prebrati, ker v tem manifestu, ki ga je po dolgih mesecih muk, da bi rešil po Wilsonovih načelih demokratizacijo svojega imperija, popustil, ker z Madžari se ni mogel zmeniti, ker čim je z Madžari začel čim je rekel ne Hungarija, ampak Hrvatska, so ga vrgli ven, nekaj s tem. In ni mogel nič narediti. In potem sta s Husarjekom, šefom njegove pisarne, Hofkammer, sta pač sedla dol, čas je pritiskal in sta rekla, briga nas Madžarska in bomo mi rešili zadeve samo naše dežele, cisletanske, kjer sem pa jaz, Karel, suveren vsake posebej. To ni bila, Cisletanija ni bila država per se, to so bile dežele in kraljestva Vojvodine, katerih suveren je bil vsakokratni cesar po naslovu.
In zato je on lahko izdal ta dokument, ki je manifest, ki ga nihče ne upošteva, pa je krucialnega pomena, ker utemeljuje moderno državnost slovenske dežele. Ker tam pravi, med drugim, da lahko njegove dežele, vojvodine in kraljestva izvolijo, izberejo po etničnem ključu svoje parlamente, državne zbore, ne, ker prej so bili po ekonomski moči, pa predvsem, če so bili Nemci, so bili izvoljeni, če niso bili Nemci, pa niso bili. Ne. Skratka, da lahko po etničnem ključu izberijo državne zbore vsaka teh njegovih vojvodin in kraljestev in se lahko potem svobodno odločijo za nadaljne sobivanje, kakorkoli se povezujejo med seboj ali s komerkoli. Ne morem, to je pomembno, to je potrebno noben opazi, ne morem pa tega dovoliti v kraljevini Ogrski, ker je prisegel na celovitost in enovitost te države. Tisti moment, ki bi on v manifestu napisal, da pa, ne vem, Slovaška ali pa Vojvodina lahko nekaj gre po svoje, tisti moment on nima več mandata to podpisati, ker ni več kralj, prelomil je prisegel. Zato je pustil briga me ta stranja, po domače rečeno, jaz bom svojo polovico rešil in jo je rešil. Že en teden potem, 21. oktobra, so dežele z nemško govorečo večino v parlamentu spodne Avstrije, na Dunaju, v Gosposki ulici, razglasile Zvezo nemških dežel, Deutsches Österreich. 10 dni kasneje so pa v Ljubljani poslanci vseh slovenskih dežel pod vodstvom vlade Viteza Pogačnika razglasili, to poslušajte ta citat, da vlada v Ljubljani prevzema vsa ustavna pooblastila v vseh slovenskih deželah. Pika. To je, zdaj pa da preskočim, 10 let kasneje v zborniku ob 10. obletnici tega dogodka, takratni notranji minister te vlade, ki je najbolj kompetenten, da o teh rečih govori, pravnik, doktor Vošnjak. Ne, Vošnjak, da se mi spomnil, ker je moj emšo, z Koroškega advokat. Bil je notranji minister te vlade in je napisal, da je to bila uresničitev zedinjene Slovenije, ker je tudi bila Zveza slovenskih dežel, ampak to so slovenske dežele. Slovenski del Štajerske, slovenski del Koroške, Kranjska, Primorska, ki vsebuje od Vršiča do Unij, vse. Reka je bila Madžarska. To je bila veljavno mednarodno pravno na ustavni podlagi manifesta cesarja suverena razglašena nova država. In da je to bila res nova država in edina država razen Srbije, ki je sestavila Jugoslavijo, piše v proklamaciji, ne deklaraciji. Naši ne razumejo, da deklaracija ni razglasitev. Proclamation, proklamacija je razglasitev, greš na balkon pa vpiješ, kot se na Dunaju, Österreich ist frei, takrat je nastala Avstrija ponovno. No, tu je v Beogradu, ko je bila proklamacija, v proklamaciji lepo piše. Regent Aleksandar je izjavil, da ga veoma me rade, što se zemlje, pa z malo naprej, države Sloveneca, Hrvata in Srba ujedinili sa Srbijo. To se pravi, ne država Sloveneca, Hrvata in Srba, ker to je bila zagrebška fantazma. To je bilo brez veze. To je bila neka zarota klerikalcev naših, Korošca in Cankarja, Izidorja in podobnih, in tudi liberalcev, in zagrebških preračunljivcev, ki sami svoje legitimitete niso imeli, so se obesili na našo. Aleksandar, Srb, je bil pa Srb, pa je on vedel, da se z nekom, ki ni država, ne sme pogovarjati, ker ga bojo naslednji dan na terazijah obesili, ker sramoti državo. On se ne more pogovarjati s ciganskim taborom, on se lahko pogovarja z državo. Zato je on krasno se zmazal, ker so bile slovenske dežele država, zemlje, je on oblikoval to formulacijo, ki je bila zagrebška, pa je bila, da se združujejo država Slovencev, Hrvatov in Srbov, je on to popravil, da se zemlje te države, to se pravi tisto od te države, karkoli že to imenujete, kar je država, zemlje, to so pa dežele slovenske. In tako je dejstvo mednarodno pravno relevantno, da je Jugoslavija nastala z združitvijo kraljevine Srbije,
ki je že vsebovala Črnogoro, ker je bila že prej združena, in slovenskih dežel. In to je posredno gotovo tudi ta dr. Peter Ribnikar, s tisto svojo študijo, katere meje so Jugoslavije prve bile, so bile slovenske dežele, ker drugo je bila Srbija, oziroma okupirani teritoriji premagane Ogrske. Zato srpska vojska ni šla v Slovenijo, dokler ni bila razglašena država. Ker potem je šla pa kot domača vojska čez. Ona sicer bi bila agresor na slovenske dežele, kot je bila Hrvaška kot del SFRJ 91. Kot je bila Hrvaška agresor 41. Oziroma 45. ko je 100.000 prišla na naše ozemlje. Ja. To je agresija, vojska, če gre na drugo državo. Skratka, to sem hotel opozoriti, da je za razgovor o določanju državne meje Slovenije bistveno, da postavimo stvari na mednarodno pravno podlago, ki jo zahteva tako sporazum o arbitraži, kot vsa pravila, in kakor jo določajo mednarodno pravno relevantna dejstva in pogodbe. To se pravi, slovenske dežele so bile, predno so se vključile v Jugoslavijo, že razglašena država, definitivno pravno veljavno, razglasitev, proklamacija je nastanek države, to je Badinter našim Butlnom moral razlagati 3-krat, niso razumeli. Ta dokument je bistven, beograjsko ujedinjenje, kjer piše, kaj se je združilo, zemlje države SHS s Srbijo, ne država SHS, bistveno. In potem že osamosvojitev, same dogajanje okoli osamosvojitve, kjer so Srbi, ki so to vedeli v podzavesti, niso na velik zon obešali, Milošević, vsi so upili, pejte že ven enkrat. Vi nimate tukaj iskati, Jugoslavija je posel Srbov in Hrvatov, posel, medsebojno. Hrvati so se pa na Slovence vedno naslanjali, na naš račun so imeli potem pozicije proti Beogradu lahko boljše, No, in je, torej to naslednje dejstvo je tudi že pri sami osamosvojitvi je pomembno, ker je temeljna ustavna listina tudi natančno piše, kaj so meje Slovenije. Da so meje teh držav jugoslovanske, z drugimi sosednjimi državami, ki so predmet mednarodnih pravnih pogodb, ni debate, to vse štima, in meja med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško, tukaj pa spet treba iti pozorno na besedice, eno besedico na vejico, ker je v mednarodnih pogodbah bistveno. V okviru SFRJ. Zakaj hudiča piše v okviru? Ja, zato, ker to niso republiške meje, ker tako, ampak glede na vse okoliščine, vsi, ki so delali, to niso nori bili, veste. Jaz sem se z Bučarjem mnogo pogovarjal o teh rečeh in bilo zelo jasno. Seveda, politika ima svoje, politika svoje potem razume in interpretira, vendar ostanejo pa zapisana dejstva. Tam ne piše, republiška meja postane državna, piše v okviru SFRJ meja, ki pa pomeni, kako je Slovenija šla v Jugoslavijo, kako je nastala, so te meje, to republiška se večkrat manj pokriva, 80-90% se pokriva, tam dol do reke se pa ne, pa v Prekmurju, se pa ne, je pa druga, ki so jo Hrvati že priznali. Dvakrat. Leta 41. Seveda, prej pa sploh, No in to bi rad še povedal, da te iztočnice, ki so mednarodno pravno relevantne, je treba absolutno upoštevati, kar je, torej, kot sem že povedal, tribunal takoj pokazal, ko je prišel na to trapalsko črtico. To se pravi, če bi naši dali v svojem memorandumu meje s Hrvaško so meje slovenskih dežel, zraven bi dali te karte, ki so uradno arhivirane, in bi tribunal bi rekel, ja, to je to, To ni kaj, to je Žumbera, ki je del Krajinske, mejo na vodi, torej na Dravi je določil Trianon, ki opisuje mejo kraljevine Jugoslavije z Madžarsko od točke do točke in pri zlivu in pri sotočju Mure in Drave pove, do te točke,
junctiona Mura-Drava, kjer se ta nova meja Madžarske in Kraljevine Jugoslavije sreča z mejo na Dravi med Vojvodino, med županijo Zala in županijo Varaždin. Ja. To je bila edina meja v Prekmurju. Druge meje ni bilo, na Muri ni bilo nobene meje nikdar. Razen med Madžarsko in Štajersko na zahodu, ne? Tam, ki je še zdaj med Prekmurjem. Torej, meja na Muri je popolna izmišljija, umetna tvorba, ne? Ki nikoli v zgodovini ničesar ni bilo. Trianon jo pa opazi na Dravi. To se pravi, to je mednarodni dokument prvega ranga, ki ga lahko samo tiste 14 držav spremeni, ki ga je podpisalo. Noben drug. Noben akt, avnoja, kraljevine, ni važno. Enostranski akt ne spreminja tega. Ne? No, skratka, to je ta dejstva je treba upoštevati, ne? Ker pa je tribunal postavil svojo odločitev na osnovi jasno tistega, ker je dobil na mizo, ni nič kriv, jaz ne zmerjam tribunala, profesionalno še pa še. Ampak dobil je na mizo Slovenija in Hrvaška so se osamosvojili hkrati, je ves final award za smeti. Čisto vse, kaj pa naprej piše. To smeti. Ker je na napačnem izhodišču. Slovenija se ni osamosvojila od Hrvaške, ampak se je osamosvojila od tistega, s čemer se je leta 18 združila. Vmes je doživljala pa razne usode, ne? Ja, seveda. Ampak taka, kot se je združila s Srbijo, samo taka se lahko osamosvoji, ker sicer se lahko samo odcepi, kot se je Hrvaška, ne? Gospod Jelinčič, dajte nam prosim povedati, kako zaenkrat ocenjujete kampanjo in s čim, kako boste nagovorili volivce v zadnjem programu? Kampanja je pravzaprav svinjska. Predvsem nacionalna televizija zelo po svoje dela tole kampanjo. Recimo, če vzemimo, da je Šarec na nacionalni televiziji pri parlamentarnih strankah, lista Šarca je pa pri neparlamentarnih strankah. To se pravi, dvojno se tole. Potem, da gremo na časovnico, ne, je zelo čudno narejena. Potem nekatere stranke se preferirajo, pa imajo ogromno časa v medijskem prostoru nacionalke, medtem ko druge enostavno jih niso zaznali, dokler ni prišel zadnjih par dni. No, ampak nasplošno pa mi mislimo, da bo dobro za nas, mi pridemo v parlament, prevzel bo Ministrstvo za kulturo in treba bo narediti ogromno zadev. Kakšen rezultat pričakujete, s čim boste zadovoljni? Mi pričakujemo 5,3%, zadovoljni bomo z tem, da pridemo noter, potem pa vsak poslanec več, ki bo še dodatna nagrada, če rečemo tako. Glede na to, da je ogromno neopredeljenih volivcev, s čim bi boste nagovorili v zadnjih dneh? Predvsem s tem, da ljudje vedo, da vest parlamenta, ki je bila Slovenska nacionalna stranka, tega ni več v parlamentu in mi smo se upali povedati in ljudje to pogrešajo. Zdaj se vse nekaj dogovarjajo ali pa mencajo, pa verjetno bo največji dosežek pri nekaterih strankah te kampanje to, da se bo Luka Mesec preimenoval v Luka Polmesec, glede na to, kako z veseljem sprejema migrante. Mislim, da nam ljudje zaupajo, da vedo, da jaz besedo držim, zmeri sem jo držal in da bomo ščistili. Bomo spucali to svinarijo in bomo vrnili ljudem nasmeh na obraz. Hvala lepa. Prosim.